Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na današnjem predvajanju ali pa poslušanju, odvisno ali nas gledate na YouTube kanalu ali pa nas poslušate na različnih podcastih, kjer lahko nas spremljate. Moj današnji sogovornik je Žiga Smolič. Žiga Smolič je pred nekaj dnevi zaključil doktorski študij na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete s temo, ki je pravzaprav v teh dneh ravno aktualna. Danes, recimo, v teh letih. V teh letih, seveda, no, ampak danes, recimo, zaradi te izmenjave ujetnikov v Gazi. Kaj je bila tema tvoje naloge? V splošnem, po naslovu sodeč, se pravi Jugoslavija in Bližnji vzhod. Se pravi, nekako me je zanimala politična afirmacija Jugoslavije v regiji od, se pravi, v 60. in 70. letih. Zdaj, kaj konkretno je bila pa tema, je pa seveda stvar zase. To je zelo obsežna tema, ki sem jo v bistvu zreduciral v tri tematske sklope, v tri študije primerov, se pravi odnosi z Egiptom v 60. letih, odnosi s palestinsko osvobodilno organizacijo v daljšem obdobju, od leta 67 do 82, do konca palestinske oborožene revolucije in Irak. Irak sem pa seveda vzel kot zadnjo postajo, krajšo postajo. Zdaj, če zelo grobo strnem za začetek najine debate, je neka rdeča nit cele dizertacije, se pravi razvoj jugoslovanske zunanje politike v regiji od idealizma do pragmatizma. Seveda zgodba ni tako enostavna, ne moremo tako linearno brati, ampak te primeri so umeščeni v tem spektru, se pravi od vstopa v regijo z odnosi z Egiptom v drugi polovici 50. let, kjer prevlada nek izrazit entuziazem, idealizem, spreminjanje globalne politike in tudi ostalih okvirov, ki so bili takrat mogoče dojeti kot nemogoče v marsikaterem vidiku, do zadnjega nastopa, recimo večjega nastopa v Iraku, se pravi z velikimi gospodarskimi projekti, kjer v bistvu Jugoslavija nekako črpa celoten, se pravi pride do nekakšne kumulacije 20 let jugoslovanske bližnjevzhodne politike, zelo visok renome Jugoslavije v regiji, ki rezultira s tem, da iraška oblast leta 1979 Jugoslavijo odredi 51% vseh, se pravi, investicijskih del socialističnih držav v Iraku. Se pravi, in jugoslovanski odnos, ki je izrazito pragmatičen v navezavi z gospodarskimi velikimi investicijskimi posli v Iraku. To je nek tak splošen presek. Smo imeli ves čas, oziroma nekaj časa, očitno odnosi z Izraelom in z arabskimi državami, kot Jugoslavija? Mislim, do leta 67 smo jih imeli, ja. Mislim, Izrael je itak, to je daljša zgodba, ki se vleče od samega nastanka izraelske države, leta 48, ko je seveda v tem spektru iskanja nekih bolj progresivnih elementov v regiji Izrael precepiran kot en izmed glavnih akterjev, s komer se Jugoslavija želi povezovati. In to seveda traja do leta 67, ko Jugoslavija ob izraelski agresiji na arabske države junija 67 pač prekine odnose z izraelsko državo. To je tak zanimiv prostor, ki se je tukaj naredil. Se pravi, Jugoslavija postaja eden izmed največjih, najpomembnejših partnerjev številnih arabskih držav v regiji v tem obdobju, istočasno pa ima zelo intenzivne gospodarske odnose z Izraelom. Jih drži ob strani, se pravi, iz vidika ne dogajajo se večji obiski državniški in take zadeve, ampak gospodarsko gledano so bili pa to zelo plodni odnosi. Ampak to je zelo jasno nakazalo, da je bila ta agresija leta 67, ko Izrael napada arabske države, nekakšen konec, ko Jugoslavija se čuti dolžno, da odreže te stike popolnoma, oziroma nekaj malega ostaja v ozadju gospodarskih poslov, ampak to ni bila sicer tema moje dizertacije. Omenil si en od fokusov so bili pa Palestinci, Ja. A so ti v fokusu že od leta 48, od Nakbe? Ne, mislim, to je zanimivo vprašanje. Mislim, kar se tiče Palestine, pa palestinske osvobodilne organizacije, to je postal nek osrednji segment v preučevanja v dizertaciji. Ne zdaj, da bi bil tako relevanten neposredno gledano, kot recimo na primeru Egipta in Iraka, kjer imamo seveda neko drugačno obliko sodelovanja, ampak predvsem v posrednji obliki. Jugoslovansko sodelovanje s palestinsko osvobodilno organizacijo je zelo zgovorno, pove zelo veliko o jugoslovanskem dogajanju v regiji, ker je bo tukaj prepleteno ogromno nekih različnih interesov. V prvi točki od tega, da je Jugoslavija postala eden izmed največjih podpornikov palestinske revolucije,
med nearabskimi državami. Ne? Do tega, kaj je na ta račun pridobila, ne? Kako se je lahko afirmirala med arabskimi državami, med državami gibanja neuvrščenih, kot nekdo, ki drži palestinsko karto v rokah, ne? Izven arabskega sveta. Ne? In kot rečeno, se pravi, tukaj se prepletajo vse arabske države, oziroma vse progresivne arabske države so hotele držati to palestinsko karto. In tukaj se je toklo zelo veliko različnih interesov. Ne? Kar se tiče palestinskega vprašanja od začetka, kot si vprašal, od leta 1948, seveda, to je drugačna zgodba. Ne? To je nekaj, čemer se Jugoslavija izogiba. Palestinsko vprašanje v bistvu ostaja vse do konca 60-ih let percipirano v luči begunskega vprašanja, ne političnega. Tukaj se Jugoslavija... Državnotvornega, v smislu dve državi. Ja, Jugoslavija se je leta 1947 v okviru Združenih narodov zavzemala za federativno obliko, ne, bodoče Palestine. Ne, ampak z nastankom Izraela, po vojni sodeč, pa se seveda situacija malo obrne. No. Se pravi, Jugoslavija se distancira od tega vprašanja, daje neko letno kvoto, ne vem, okrog $20,000 v okviru Združenih narodov za palestinske begunce, izpostavlja te obče pravice, ampak da bi se pa politično angažirala za nastanek palestinske države ali pa pravic, ki pripadajo s tem, pa seveda do konca 60-ih ne. Sploh zaradi tega, ker je bil to tako problematičen teren. Ne. Zanimivo je tukaj, da recimo Palestinska osvobodilna organizacija leta 1964 nastane pod inicijativo Gamala Abdela Nasserja, egiptovskega predsednika, se pravi v nekem širšem vrhuncu, ne, jugoslovansko-egiptovskih odnosov, ampak se Jugoslavija še vedno distancira od tega. Ne. In nekako Jugoslavija je recimo do sredine 60-ih let podpirala več kot 20 različnih narodno-osvobodilnih organizacij, ampak je še vedno palestinsko situacijo do nje pristopila zelo previdno. Ne? In recimo, če gledamo zapisnike prve seje Fonda za pomoč žrtvam agresije in kolonialne dominacije, to je bil nek tak institucionalni aparat jugoslovanski za izdajanje materialne, vojaške, zdravstvene podpore narodno-osvobodilnim gibanjem, se takrat Josip Đerđa, ki je takrat deloval kot predsednik tega fonda, v bistvu jasno izpostavi, da pač nekaj moramo narediti. Ne? Situacija nasilja v to, z našim renomejem, da podpiramo narodno-osvobodilna gibanja, moramo nekaj dati tem Palestincem, čeprav so zelo oklevali. Ne? Šele konca 60-ih let, leta 1969, ko se srečajo se pravi samo predstavništvo Al-Fataha z Josipom Brozom Titom in Nijazom Dizdarevićem v Alžiru, takrat se jugoslovansko vodstvo zaveže, da bo začelo aktivno podpirati Palestinsko osvobodilno organizacijo in takrat v bistvu počasi mi sprejemamo ta razvoj, se pravi, skozi 70. leta. Ne. Ko Jugoslavija se pravi vstopa z manjšimi finančnimi donacijami, v začetku seveda se tudi angažira, da se Palestinsko osvobodilno organizacijo vključi v gibanje neuvrščenih, potem pa v bistvu sprejemamo čedalje večji angažma. Ne. In še ena situacija, ki je tukaj zelo zanimiva, je temu, da na jugoslovanskih tleh nastane nekakšen mikrokozmos, ne, političen mikrokozmis palestinskih študentov, ki so bili zelo močno politično angažirani, ne, ki pripelje tudi do ogromno nekih, kako bi rekli, dilem, zadržkov jugoslovanske oblasti, kako se s temu soočati, ne, sploh ob pritiskih zahodnih držav nad visoko politično aktivnostjo na domačih tleh in tako dalje. Ampak hočem reči to, da palestinski študenti so predstavljali največjo skupino tujih študentov v Jugoslaviji, kar je privedlo k temu, da so zelo močno posegali tudi v jugoslovanski prostor, z lastnim aktivizmom, z mobilizacijo, zdaj recimo z intervjuje, ki sem jih opravljal z palestinskimi nekdanjimi predstavniki. Pač oni so se večinoma v Al-Fatah ali pa druge palestinske organizacije vključili šele, ko so bili v Jugoslaviji. Ne? Se pravi, tukaj je ratal nekakšen teren za mobilizacijo bodočih političnih podpornikov med palestinskimi študenti ali pa drugimi, ne? In tudi dejanskih kadrov, ne? Do tega, da so se iz Jugoslavije vračali na usposabljanje, vojaško usposabljanje na Bližnji vzhod in posledično tudi na borbe in tako dalje. Ne? Torej, 6. junijska vojna oziroma junijska vojna ni trigger, ni sprožilec za začetek stikov z palestinsko... V neki lastni retrospektivi jugoslovanske diplomacije, ne, je, ne? Ampak v praksi pa ni bilo tako. Ne? Se pravi, takrat se ponovno pozicionira samo vprašanje palestinskega upora. Ne?
takrat se zgodi to, da je Gamal Abdel Nasser, recimo egiptovska oblast, predtem zavirala palestinske oborožene napade na Izrael, ker ni želela, da pride do eskalacije, vojne eskalacije in tako dalje. Potem pa postanejo nek relevanten člen, se pravi upora, rečemo temu vzhodne fronte proti Izraelu in so na ta račun tudi podprti. Ampak z vidika Jugoslavije takrat še vedno Jugoslavija skoraj 3 leta koleba. Ne? V lastni, se pravi, skozi dokumentacijo v 70-ih, 80-ih letih pa lahko zasledimo, da Jugoslavija si je to tolmačila, kot da je leta 67 začela s podporo. Ampak to je v bistvu neka taka tranzicija. Ne? Jugoslavija začne sodelovati s PLO-jem, ampak znotraj palestinskih skupin, tudi pri PLO-ju, so pa recimo bile neke akcije izven okolja, torej izven Bližnjega vzhoda, ki so bile okarakterizirane kot terorizem. Kako se pa Jugoslavija tukaj, ker to je pa malo spolzek teren, osvobodilno gibanje, ki izvaja tudi, to je na nek način terorizem, če to počneš tam, pa pustimo, ne samo Minden, še je teh stvari. Kako pa je tukaj na tem tankem ledu? Tukaj je zanimiva situacija, ker se v bistvu, se pravi ta, rečemo temu, mednarodni terorizem, ki so ga palestinci, nekatere palestinske organizacije izvajale na tleh Zahodne Evrope, se začne praktično v neposrednem obdobju, ko se Jugoslavija zaveže, da bo podpirala palestinsko osvobodilno organizacijo. Se pravi, ko se Jugoslavija zaveže k aktivnejši podpori, ravno takrat se to zgodi. Se pravi, to ima tudi neke druge vzvode, to se ni zgodilo samo na sebi, seveda. Se pravi, to je bila nek odziv na realno situacijo, v kateri se je znajdla palestinska revolucija v danem trenutku. Se pravi, palestinski borci so bili izgnani iz Jordanije, v tistem vakuumu se takrat to pojavilo kot neka alternativna strategija, ki v začetku deluje zelo uspešno, saj zelo veliko pozornosti pade na palestinsko vprašanje. Sam Fatah zelo hitro ugotovi, da to ni najboljša promocija. Takrat se naredi v bistvu ena ogromna škoda samo palestinskemu gibanju iz vidika percepcije palestinske revolucije na Zahodu. In se pa tam nekje do leta 1973 začne umikati od te strategije. Kar se pa Jugoslavije tiče, pa takrat v bistvu dosti trdno stala, ne moramo reči ravno, da je zdaj podpirala to javno, ampak v interakcijah z pritiski, se pravi, ko je prihajalo do pritiskov drugih držav, predvsem Nemčije, recimo v tem primeru Zahodne Nemčije, je Jugoslavija držala neko trdno pozicijo. Prvič je šlo tukaj za neko posredno upravičevanje tega dogajanja, po drugi strani pa Jugoslavija tukaj tudi iskala neko drugo priložnost, kako bi recimo s pritiski, ki so prihajali iz Zahodne Nemčije, probala strgovati tudi vrnitev, se pravi, njej sovražne imigracije, ki je delovala na tleh zahodnoevropskih držav. Se pravi, to je bil vedno ta preplet, kjer se dogaja, o tem je pisala že pred leti Polona Balantič, o primerih recimo predaje Karlosa Šakala, ki ga je Jugoslavija ni hotela predati in tako dalje. Več teh situacij je bilo. Je pa, kar se te aktivnosti tiče, zanimivo opazovati, se pravi, predvsem odnos jugoslovanske obveščevalne službe, službe državne varnosti, na eni strani, na drugi strani uradno državno politiko. Služba državne varnosti je tukaj imela, se pravi, nažgane vse luči, konstantna kontrola, zasliševanje palestinskih študentov, lahko zelo transparentno je, da je bil odnos v bistvu zelo nenaklonjen, po drugi strani pa je v bistvu politični vrh to vedno znova nekako poskušal poriniti v ozadje. Imamo recimo na tako situacijo iz leta 80, ko se izkaže, da je bil na ambasadi oziroma na predstavništvu palestinske osvobodilne organizacije 90 kg eksploziva, ki ga v bistvu potem politično to zadevo zatrejo in jo pustijo ostati na strani za ceno dobrih odnosov. Se pravi, imamo to neko toleranco, ki je v bistvu precej unikatna v teh odnosih, se pravi, z narodno-osvobodilnimi gibanji nasploh. In še eno stvar bi dodal, da se je naknadno izkazalo, se pravi, zelo ogromno je bilo tudi lažnih alarmov. Vse od začetka 70-ih do konca 70-ih let lahko sledimo nenehnim pozivom, se pravi, tujih obveščevalnih služb, da se v Jugoslaviji pripravljajo neki teroristični napadi, naj bo to na jugoslovansko politično vodstvo ali na neke druge politične predstavnike. Služba državne varnosti je skozi preučevalno dokumentacijo zelo resno sledila tem, preiskovala te primere in recimo do konca 70-ih let
lahko pridemo do zaključka, da se nič takega ni pripravljalo ali izvedlo na jugoslovanskih To tleh. strani palestinskih. Tako, ne? skupin. Tako. Edina izjema, ki se je zgodila, je bila v bistvu potem leta 80, kjer je šlo pa za interni notranji obračun. To je bila pa pač v bistvu frakcija Al-Fataha, ne, pod Abu Nidalom, ki je takrat v bistvu dejansko izvedla en poskus atentata leta 80 na predstavnike palestinske osvobodilne organizacije v Beogradu. Ne. Sami med seboj. Tako, to takrat ni se končalo smrtno žrtvo, ampak to se mi zdi, da je bil prvi primer, da bi na jugoslovanskih tleh se izvedel poskus atentata na predstavnika tuje države. Ne. Samo še eno vprašanje. Ja. Prej si omenil silne investicije v Iraku. Ja. A imaš v vednosti, koliko tega še stoji? Glede na to, skozi kaj je šel Irak od leta 91 naprej. Mislim, to je ključno vprašanje. To upam, da bom imel priložnost enkrat raziskati, no, da vidimo, kaj od tega še stoji. Zelo velik del zagotovo ne. To so vojaški kompleksi, ki jaz predpostavljam, da so bili večinoma vsaj te strateški uničeni, ne, če ne v začetku 90-ih, pa po 2-3. Je pa tako, za nek kontekst lahko govorimo o tem, da je recimo v začetku 80-ih Jugoslavija tam izvedla več kot 10 milijard dolarjev poslov. Ne. Se pravi, govorimo, če vidimo, kakšen razvojni boom se naredi v Iraku in kako močno je Jugoslavija vpeta v to, recimo v enem desetletju je znesek, se pravi skupna vsota jugoslovanskih investicij v Iraku narasla za 1000-krat. Ne. In to je bil nek izreden privilegij v navezavi na najno prejšnjo debato, kjer so veliko vlogo igrala tudi jugoslovanska podpora Palestine. Ne. Se pravi, iraška oblast je imela neko izredno, se pravi, ko leta 1979 uradno nastop Saddam Hussein, neko izredno spoštovanje do prvič kulta Josipa Broza Tita, drugič same neuvrščene politike in zelo pogosto se je najdla tudi referenca te jugoslovanske podpore palestinske revolucije. Ne. Tako da tukaj se je naredil ta teren, kjer se v bistvu Jugoslavija znajde na več 10 tisoč jugoslovanskih delavcev. Ne. Se pravi, ne gre se samo za nek know-how, ki je za neke višje tehnično bolj razvite produkte, ki jih Jugoslavija tja uvaža, ampak gre se za celotne projekte. In to je zanimivo na primeru. Na ključ, ampak ne samo na ključ. Ne. Se pravi, recimo imamo primere, ko Jugoslavija gradi kompleks hotelov, ne, v Iraku. To predpostavlja, da Jugoslavija izvede celotna gradbena dela, da se pravi jih opremi, ne, da jih opremi s celotno opremo, ki je potrebna za izvedbo, in po drugi strani še sprejme celotno osebje, oziroma en velik del osebja, ki ga izobrazi v Jugoslaviji za hotelirske storitve. Ne. In to se dogaja na različnih področjih. Ne. In zanimivo to, kar se dogaja, se pravi, kakšen je bil, to so bili striktno politično pridobljeni posli. Jugoslavija takrat ni imela kapacitet, da bi zares lahko izvedla take posle. Ne. Se bil v bistvu v krizi. Seveda, ne. In tudi ni imela recimo tehnično dosti razvitih produktov za to, da bi speljala neke take objekte. In tukaj se pol dogaja zanimiva situacija, da Jugoslavija iz tujine, se pravi iz konkurenčnih držav, ki so isto tekmovale na teh poslih, kupuje določene elemente, ne, in jih potem dodaja v svoje storitve. Ne. Tako da to je tak primer. Irak je postal nekaj tazga, kar se je morda želelo narediti z Egiptom v 60-ih letih, samo za to razliko, da je bil Egipt takrat ni imel zadostnih sredstev. Ne. Takrat, se pravi, po naftni krizi, ko so cene nafte močno narasle, pač imamo kvalitetno iraško nafto, ki pa takrat enostavno napolni državno blagajno, ne, in takrat ni nobenih ovir. In Irak je v bistvu tudi v prvih letih vojne, iraško-iranske vojne, v bistvu bil še vedno zmožen plačevati, ne, vse te storitve, ne, Jugoslavije. Potem pa je pač postopno prišlo do izčrpanja in zamud v izplačilih in tako dalje. Tukaj se odpre, v disertaciji sem probal pokriti neko široko paleto nekih vprašanj, ki se te pojavlja, predvsem iz vidika izvajanja teh poslov, odnose jugoslovanskih podjetij, ne. Tudi samega momenta konkurenčnosti, ne, ki je zelo zgovoren. To je en primer, ki se dogaja recimo v Egiptu, ga lahko zasledimo že v začetku 60-ih let, da imamo jugoslovanska podjetja, ki med seboj nelojalno konkurirajo, ne, ki sabotirajo druga posle, večinoma na republiški osnovi, ne, ko pride do večjih projektov. Ne. V Iraku, kjer je pa se pravi ta priliv sredstev tukaj večji, ne, je pa ta boj še tukaj bolj intenziven. Ne. In je zanimivo, ne, tudi recimo z Zvonetom Draganom sva posnela 3 intervjuje o teh tematikah, ampak recimo on, kot takrat podpredsednik Zveznega izvršnega sveta in tudi predsednik mešanega komiteja za gospodarsko sodelovanje z Irakom,
iskreno pove, kakšne gimnastike so bile tukaj prisotne, da so nekako vsaj približno pošteno razdelili te velike projekte med različne republike. Ne. Se pravi, ta moment nacionalizma je tukaj v sferi gospodarstva bil že močno prisoten, ne, v konec 70-ih let, začetku 80-ih let. Ne. In ena primerjava, ki jo rad uporabljam vedno od srbskega kolega, zgodovinarja Nemanje Radonjića, on vedno govori, zelo rad se referira na ekspedicijo, ne, ko so šli iz Kregujevca na Kilimandžaro, ne, in so potem na vrhu Kilimandžara izobesili zastavo samoupravljeni Kregujevac. Ne. Potem imamo pa primer v Iraku v začetku 80-ih, ko se slovenski delci takoj združijo v alpinistično društvo in se švasajo neko repliko Aljaževega stolpa, ki ga na nek lokalni hribček postavijo. Ne. To je ta primerjava, ne, enega desetletja vmes. Ne. Žiga, hvala. Zdaj seveda sva dala tak, kako bi rekel, vabo sva nastavila poslušalcem in gledalcem, da bodo, tebe pa seveda zdaj to malo sili, da boš to kaj objavil, kaj napisal. Upajmo, ja. Midva se seveda lahko tudi še kaj dobiva k kakšnemu pogovoru, zato da to temo še širše predstavijo. Hvala ti lepa. Hvala.